Lep pozdrav z komentatorskega mesta na celjskem stadionu z dežele, drage prijateljice in prijatelji nogometa, dobrodošli v družbo prve lige Telemach. Predzadnja tekma 17. kroga bo soočila drugo in tretje uvrščeno moštvo na lestvici. Celje in Koper sta najbližja zasledovalca vodilne Olimpije. Popovič izvaja kot na Vukliševića in sijajna obramba Adnana Golubovića. Še enkrat Kotnik. Andrej Kotnik poskuša, vendar lahko delo za Matjaža Rozmana. Ko prostora osvojil Denis Popovič in krasna podaja proti Matku in prek gola. Skoraj da avtogol se mi zdi. Se je lepo opazil Kotnika, potem pa Vešner Tičič, takoj na Edom Vonija, ki se tam bori, prišel je do žoge, to je zdaj priložnost. Edom Voni je padel v kazenskem prostoru in 11 metrovka. 11 metrovka za Koper v 42 minuti, jo je dosodil David Šmajc. Verjetno bo tudi sledil pregled, ampak Osuđi in zadev je Bede Osuđi, 1-0 vodijo Koprčani v 43 minuti, to je 5. gol sezone za Osuđija, njegov 13. v dresu Kopra in 28. v karieri v slovenski prvi ligi. Zelo malo ali pa praktično nič utekanja v ta odlični. Zdaj Dom Volnji pada v kazenskem prostoru in še ena 11 metrovka. Še ena 11 metrovka in še rumeni karton za Rozmana zaradi ugovarjanja. Praktično na isti način, spet naivnost. Če se spomniš, v začetku prenosa sem dejal, da je tista zadnja vrsta, ki bo opravila manj individualnih. Pregledujejo, ali je bilo vse pravilno. Gremo Kotnika, prek gola, zgrešil je Andrej Kotnik, 11 metrov po 57 minuti. V sredino, kjer je Morozov, tu je zdaj dobra akcija Celjanov, Morozov poskuša, Matko, gol! Izenačenje v Celju, Aljoša Matko je zadev v 60 minuti. Stvar, o kateri so debatirala, če lahko samo pogledamo, preden je do Matka prišla žoga, gibanje Denisa Popoviča, se pravi žoga oddana v stran, potem nadaljevanje v globino. Marsikaj se spremenilo, vidimo tukaj, kakorkoli je, linije se... Osuđi in Vešner Tičič, morda priložnost za protinapad Koprčanov. Edom Vonji spet preigrava v kazenskem prostoru in Rozman do nove obrambe. Koprčani pa bodo gostili Muro. Bosta torej dva derbija na vrhu lestvice. Priložnost zdaj morda za domače, krasna priložnost in vratnica. Pa še enkrat Morozov v bloku, gostje. Krajinović. Ko si to dviguje? Taka in potem Matko, 4-3, priložnost za Vizjaka, iz ozadja prihaja Vrbanec in obramba Golubovića. Marjan Matić in Roman Pilipčuk. Celje je še naprej neporaženo doma v tej sezoni. Toda glede na potek srečanja, glede na število priložnosti tako v prvem delu srečanja kot predvsem v zaključku, bi si danes verjetno želeli več. Смотря на количество моментов, которые у нас были, наверное, мы бы хотели больше сегодня, чем ничьи. Копер 2 раза дошел до наших ворот, заработал 2 пенальти на индивидуальных ошибок. У команды больше ничего не было. Забей 2-й пенальти, неизвестно, что бы было. А если брать в общем, конечно, те моменты, которые мы имели в первом тайме и во втором, если мы хотим играть в Лиге Европы, их надо забивать. Ja
nekako Koper je dvakrat prišel pred naša vrata, dvakrat so dobili za to 11 metrovko, zdaj če bi oni tudi drugo 11 metrovko realizirali, tam malo bi, ne vemo kako točno bi tekma potekala naprej, ampak glede na to, katere priložnosti smo imeli prvi polčas in drugi polčas, in če hočemo igrati v Ligi Evrope, moramo take priložnosti realizirati. Je torej realizacija danes tisto, s čimer ste najmanj zadovoljni? Mi больше всего довольны, наверное, тем, что не реализировали наших моментов, которые были. Ну, не знаю, нам эпизодами качество игры очень понравилось. Мы создавали моменты не спонтанно, а создавали хорошие игровые эпизоды для взятия ворот. No, mi smo te priložnosti, katere smo si preigrali, smo si nekako preigrali preko spontano, nekako preko naših akcij, vse smo si nekako preigrali, tako da, ja. Bi se strinjali s tem, da ste nekako prejeli zadetek v trenutkih, ko ste bili sami najbližje vodstvu, po drugi strani pa ste izenačili v trenutkih, ko ste najbolj trpeli? Как бы мы получили первый мяч, когда мы были очень близко к тому, чтобы вели, и второй, и как сравняли счет, когда были близко к тому, чтобы горели еще больше. Если согласны с тем. Ну, это футбол, никуда не денешься. Наверное, сегодня тот случай, когда мы потеряли 2 очка, если брать все в совокупности. Мы действительно при счете 0-0 очень много не реализовали моментов. Ja, to je pač nogomet. Danes je verjetno ta dan, ko smo izgubili 2 točke, ampak to je pač nogomet. Prihaja prost konec tedna, verjetno ste ga zelo veseli, predvsem, da se zacelijo rane, pa tudi za dodaten počitek po tako napornem tednu. No, у нас час перерыв, этот 18 дней, наверное, мы довольны тем, чтобы чуть успокоиться и чтобы отдохнуть. Ну, я думаю, что, наверное, нет, потому что все-таки мы уже находимся в игровом тонусе, у нас уже есть состав, мы определились, двигаемся в этом направлении. Я думаю, что для нас эта пауза в 3 недели не очень хорошая будет. Ne, se ne strinjam, nekako smo v igralnem tonusu, imamo tudi nekako že ekipo uigrano in nekako ta 3-tedenska pauza sigurno nam ne koristi v tem trenutku. Najlepša hvala obema. Hvala. Zoran Zeljković ni s tekem brez Maxa, je zdaj podaljšal na 5, toda ta remi v Celju je na koncu trdo prigaran, tekma bi se lahko obrnila v obe smeri. Kako gledate na tole točko danes? Ja, res je. Imeli smo priložnost, da bi povedali, da z 2 goli razlike, verjamem, da bi bilo potem vse lažje. Nažalost smo zaradi moje napake nismo tega trenutka izkoristili, na koncu bi pa lahko še izgubili tekmo. Tale prvi polčas se je zdel, da kar precej trpite, Celjani so bili izjemno nevarni, vse skozi je njihovo vodstvo nekako viselo v zraku. Je bil to del igre, s katerim ste bili danes najmanj zadovoljni? Ja, se strinjam, da je bilo Celje v polju malo bolje, ampak ne glede na vse, mi smo imeli ogromno nekih situacij. Tako kot skozi govorim, trenutno nismo v nekem momentu, to bomo pač mogli preživeti, ne glede na vse, pomembna točka, do konca je veliko nas dela še čaka, ne smemo si lagati, ampak ni slaba točka v trenutnem našem stanju. Nekako se je zdelo, da ste povedli ob koncu prvega polčasa v trenutku, ko so bili Celjani boljši od vas, na koncu pa ste prejeli zadetek ravno v trenutkih, ko ste bili vi najnevarnejši. Ja, ampak generalno se nam to prevečkrat dogaja. Dobra ekipa zna to malo bolje kontrolirati, nam trenutno ne steče in skozi govorim, da bomo mogli vztrajati in še bolje delati in verjeti, da se bo enkrat tudi odprlo. Po hudem tednu, po hudem ritmu tekem prihaja zdaj prost konec tedna, verjetno ga sprejemate z odobravanjem, nekaj več časa bo za regeneracijo, tudi za dodatne treninge. Ja, malo se bomo spočili, ampak večino časa izkoristili za neko dodatno delo. Verjamem, da se bodo tudi nekateri poškodovani igralci vrnili, da bomo imeli še več širine. Tako kot ste rekli, veliko dela nas čaka, ampak prvenstvo je dolgo in nič ni izgubljeno. Zoran, najlepša hvala.
Aljoša Matko, ostajate neporaženi v tej sezoni doma na tekmi, ki bi lahko šla v obe smeri. Nekoliko čudna tekma, to sem že vprašal Mateja Palčiča. Koper je bil blizu vodstvu z 2-0, na koncu pa so bili zelo blizu tega, da bi danes ostali z ničlo. Ja, sigurno, oni so imeli neko šanso, tako rečeno, da dokončajo malo tekmo. Ampak se mi zdi, da če pogledamo celo tekmo, smo si mi ustvarjali več šans, tako da ne vem, mislim, da na koncu dobra ta točka, ampak mislim, da smo si zaslužili danes 3 pike, ker smo res imeli veliko šans, ampak jih nismo izkoristili. Predvsem v prvem polčasu se je zdelo, da tisti zadetek za 1-0 vse skozi visi v zraku, pa je šepala realizacija. Ja, pač res smo prihajali v šanse in kar solidne šanse, če tako pogledamo, ampak danes ni šlo v prvem polčasu noter, na to dobimo gol, ampak spet smo se vrnili in spet pokazali, da imamo pravi karakter in da gremo lahko samo tako naprej. Vi osebno pa ste lahko verjetno zelo zadovoljni po tistem kriznem obdobju na začetku sezone, zdaj res prihajate v formo in nekako tresete kot po tekočem traku. Ja, sigurno, imel sem neko to obdobje, ko ni hotela žoga v gol, ampak zdaj se mi zdi, da iz vsake tekme gledamo vse boljši in boljši, tako da upam, da bom tudi tako nadaljeval. Še to prihaja prost konec tedna po zelo pestrem tednu, 3 tekme v 7 dnevih, verjetno z veseljem sprejemate ta prost konec tedna, ki sledi. Ja, sigurno, bilo bi še boljše, da smo zmagali, bi bilo še slajše, ampak treba se zdaj spočiti in na koncu še odigrati teh par tekem pred pauzo, ampak najbolj pomembno zdaj, da se spočijemo dobro in da gremo še v ta finiš. Aljoša, najlepša hvala. Z koprskega tabora je ob meni Matej Palčič. Matej, na koncu remi, nekoliko čudna tekma, bili ste blizu vodstvu z 2-0, na koncu pa ste ravno v trenutku, ko ste najbolj pritiskali, prejeli zadetek in na koncu precej trpeli. Ja, res je bila nora tekma, sploh ne vem, kaj naj rečem. Pri 1-0 smo imeli ta penal, žal ga nismo dali in po 2 minutah takoj prejeli zadetek in avtomatično tekma takoj se je obrnila v celjsko korist. Tako da mislim, da je na koncu zaslužen remi. Kaj pa sama igra? Verjetno sploh tistim prvim delom niste najbolj zadovoljni. Ne, nismo se upali igrati od začetka. Potem v drugem delu prvega polčasa smo se začeli podajati žogo, začeli igrati in je bilo malo boljše, ampak ni bilo dovolj za 3 točke. 5. zaporedna tekma brez zmage, je zdaj prisotna že določena mera frustracije ali glede na ta razplet, ko ste sami rekli, danes točka realna? Točka je realna, treba iti iz te mini krizice, moramo zmagati naslednjo tekmo, obvezno. Najlepša hvala.